Lep pozdrav vsem udeležencem današnje predstavitve knjige Zvonke Zvonar Predan, Boris Pahor, Najini pogovori, Darke Zvonar. Najlepša hvala vsem, ki ste prišli v tako velikem številu, seveda pa najlepša zahvala tudi Borisu Pahorju, rado videnem gostu, vedno na Slovenski matici. Vemo, da je vedno rad sem prihajal, upam, da bo tudi ta predstavitev v naših prostorih Slovenske matice to sodelovanje še kar poglabljala in se nadaljevala. Torej, knjigo bodo predstavili avtorica Darka Zvonar, tisti naš slavljenec, ki je vedno slavljenec, Boris Pahor, in Ivo Jevnikar, tudi rado viden gost vedno na naših prireditvah. Da pa ne bomo predolgi, bomo kar vsem trem predali besedo. Najlepša hvala za takšno udeležbo. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani vsi prisotni, lepo pozdravljeni. Z avtorico in s protagonistom, profesorjem Borisom Pahorjem, danes predstavljamo torej knjigo Darke Zvonar Predan, Boris Pahor, Najini pogovori. To je že tretja knjiga intervjujev dolgoletne časnikarke Mariborskega Večera, Tomšičeve in Jurčičeve nagrajenke, ki jo je izdala založba Kulturni center Maribor, ki jo tu zastopa tudi glavni urednik Dušan Hedel. Leta 2016 so išli njeni beograjski pogovori, lani pa tržaški pogovori. Darka je kot diplomirana sociologinja začela svojo časnikarsko pot leta 1978 pri tedniku 7 dni iz skupine Večer. Sodelovala pa je tudi pri drugih listih in revijah ter se potem krepko vključila v Slovensko pomlad. Sredi 90-ih let je nastopila službo pri dnevniku Večer, kjer je bila med drugim urednica notranje politike, kolumnistka, po upokojitvi pa ostaja zunanja sodelavka. Kot prodorna, radovedna, družabna in vedoželjna časnikarka zelo rada goji intervjuje. Ker je zaradi moževe diplomatske službe, tudi on je tukaj med nami, v letih 2002-2006 živela v Trstu, nato nekaj let v Beogradu, od septembra 2015 pa je v Celovcu, je v novih okoljih spoznala veliko zanimivih ljudi in jih predstavila v pogovorih, ki so izhajali in še izhajajo v Večeru. Odlični izbori pa so zbrani zaenkrat v 3 knjigah, ki pa jim bo gotovo sledila še katera, gotovo celovški pogovori. No, knjiga Tržaški pogovori, ki je šla lani, prinaša 18 intervjujev in sicer 16 pogovorov s slovenskimi besednimi umetniki, igralci, javnimi delavci, po en pogovor s Klaudijom Magrisom, torej tržaškim italijanskim profesorjem in pisateljem, in en pogovor z v Trstu živečim nemškim pisateljem kriminalk-fajtom Heinichenom. Med tržaškimi literati, ki jih je predstavila, najdemo mlajše in starejše, tako tudi intervju s pokojnim Alojzom Rebulo in skupni intervju z Rebulo in ženo Zoro Tavčar. V tisti knjigi pa ne najdemo Borisa Pahorja. Zakaj? Zato, ker je Darka z njim pripravila toliko intervjujev in raznih zapisov, da se je že lani odločila, da dobi Pahor posebno knjigo in je to tudi zapisala in besedo držala. Pa tudi založnik je držal, ne? Tudi založnik je te pohvalil. Torej, ta knjiga je zdaj pred nami. Na začetku je dolg intervju s profesorjem Pahorjem, ki ga je objavila že leta 2003 v Novi reviji. A dodatna dragocenost k temu ponatisu je v tem, da je pisatelj besedilu za to objavo dodal 15 opomb, ki dopolnjujejo pripoved, ali pa jo ponekod tolmačijo za tiste, ki ne sledijo vsakodnevnemu dogajanju v zamejstvu. A tako najdemo tudi še dodatek, čisto svež, k lanskemu intervjuju v Večeru, ki se je dotaknil tudi umora v Rosetjevi ulici, kjer so bili leta 1944, kot vemo, ubiti Stanko Vuk, Danica Tomažič in Drago Zajc. V tem dodatku se pohvalno izraža v knjigi Martina Breclja Anatomija političnega zločina.
V zapisu je pritegnil njegovim zaključkom o odgovornosti komunističnega vodstva za ta zločin. Vmes, med preomenjenim prvim in pa tem zadnjim intervjujem, se zvrsti še cela vrsta pogovorov, priložnostnih zapisov Darke Zvonar Predan in krajših esejev o profesorju Pahorju, njegovem delu, njegovih pogledih. Na koncu, in to je posebnost te knjige, še zbirka, nekakšen fotoalbum profesorja Pahorja. Evo, to je čisto na kratko povedano, knjiga je itak tam na voljo, ne? Jaz bi vprašal avtorico najprej. Darka, vedno znova se vračaš profesorju Pahorju, cela knjiga pogovorov in zapisov o njem. Očitno gre za moža, ki lahko Slovencem tudi danes veliko pove. Ja, najprej, Ivo, hvala za to lepo predstavitev. Seveda ta predstavitev je zato, ker mene dosti manj poznate. Gospoda Pahorja ni treba predstavljati, ampak upam, da boste bralci te knjige zvedeli o njem, čeprav že veliko vemo tudi kaj novega. Zakaj se vedno znova vračam k gospodu Pahorju? Zato, ker me je že v tistem svojem prvem intervjuju, ko je imel samo 90 let, očaral. Očaral me je zaradi svoje intelektualne širine, zaradi pokončne drže, tudi priznam zaradi nekaterih provokativnih izjav, saj veste, kako imamo mi radi časnikarji in novinarji slovenski sploh provokacije, pa nismo izjemno tudi drugi. Ampak pri gospodu Pahorju cenim to, da on nikoli, njegove izjave niso provokacija zaradi provokacije. Provokativne so zato, ker on včasih tudi za ceno politične korektnosti naravnost pove to, kar misli, kar se mi zdi in seveda nikoli ni žaljiv. In to se mi vedno ohranja raven, spoštljivo raven, in to se mi zdi v današnjih časih, današnje komunikacijske in siceršnje kulture zelo dragocena lastnost. Očaral me je seveda zaradi svojega življenja, ki je bilo, kot seveda vsi vemo, ne samo dolgo, ampak tudi plodno, bogato, nadvse zanimivo, prežeto s trpljenjem, pa tudi z ljubeznijo, ki jo gospod Pahor vedno poudarja, da če kaj bo ljubezen rešila svet. Očaral me je zaradi svojega intelekta, pa tudi zaradi svoje hudomušnosti, ki mislim, da je med Slovenci tako ne velja gospod Pahor za hudomušneža, ampak on je, to je Claudio Magris prepoznal v njem, torej italijanski pisatelj, ki mi je v intervjuju rekel, da mu je pri gospodu Pahorju všeč in morala sem se strinjati z njim, ta hudomušnost, ta njegova ironija, ta ironičen pogled na svet. Očaral me je svojo energijo, očaral me je svojimi vrednotami, skratka, gospod Pahor je človek, ki res se mi zdi, da ga je treba, tudi kadar se z njim povsem ne strinjaš, pazljivo poslušati in o njegovih izjavah razmišljati. Zdi se mi, da zna veliko dati nam Slovencem, zdi se mi, da bolj kot je ta knjiga moje oziroma darilo založbe za njegov 105. rojstni dan, ki ga je praznoval avgusta letos, bolj se mi zdi, da je on darilo za nas Slovence. Ker svoje daljave, svojega jambora, da tako rečem, tisti, ki ste ga brali, veste, zakaj rečem tako, vidi marsikaj, kar mi ne vidimo, ne? In danes, ko smo v Ljubljani, ki se ima res veliko krat, jaz, ki prihajam z drugega obrobja, mogoče sva se tudi zato tako ujela, iz Maribora, se mi zdi, da ta Ljubljana, ki se ima veliko krat za popek sveta, se mi zdi, da si prav zasluži gospoda Pahorja, da ji včasih odpira oči, da jo opozarja na to, da pač slovenska narodna zavest je dragocena vrednota, ki pa jo je treba tako kot ljubezen negovati in zalivati, in tega mi dostikrat ne počnem, ampak jaz govorim preveč. Vem, da ste prišli predvsem zato, da bi slišali gospoda Pahorja. Ja, torej bomo...
Bomo takoj dali besedo profesorju Pahorju. Ko je knjiga išla in krstna predstavitev je bila letos 2. septembra na študijskih dnevih Draga 2018, takrat ste rekli, da je za vas ta knjiga, čeprav jih imate za sabo nekaj polic, zelo pomembna. In da bi predvsem radi, da bi to knjigo dobili v roke mladi. Evo, zakaj se vam zdi ta knjiga tako dragocena? Ja, hvala za besedo in hvala tudi za vašo predstavitev in gospe Darki, hvala za to pohvalo, ki na vse zadnje se izreče zmeri, ko neki človek nekaj ustvarja. Ne? Pri meni je pa, nažalost, velja to veliko nesreči, da slovenski narod je imel 18. leta to veliko izpolnitev pogodbe, da dobi Trst oziroma Trento Trieste, so rekli oni, tudi Tridentinsko in Tržaško. Trieste je pomenilo v bistvu za Italijane vrh Triglava. Če greste na vrh Triglava, 10 minut pred vrhom dobite Caserma Morbegno. To je bil 1/3 Slovenije današnje, je bila italijanska. In to je bilo za nas tragedija. Jaz sem odživel, ko sem imel 7 let, ko so požigali Narodni dom. Smo stanovali Via Commerciale, ki je bilo nedaleč od trga. In jaz sem zbežal z doma, moja mama jokala, ki se je videl tudi, na nebu se je videl odsev žarkov in požara in tako naprej. Ne? In smo obrnili 2 vogala in smo bila tam. Moja sestra je imela 3 leta manj kot jaz, se pravi, je imela 4 leta, jaz sem imel 7. To se je ugrizlo v moje možgane, v moj mozek, ne vem kam, pa to je nastala neka veliko psihološka motnja, ki jaz sem se moral potem reševati za skoraj 20 let. Ne. To ni bilo samo strah in tako naprej. To je bil konec sveta. Meni so vprašali, zakaj se ne učiš, zakaj si propadel. Moj oče me je upisal trgovski tečaj, kakor Bidovec, kakor tudi drugi so tako imeli te trgovske tečaje, ker Italijani niso dali šole, tega v Trstu. Smo morali sami si jo zgraditi, ne, da ne te Primorski dnevni noti, ki si jo je nekako polastil po svoje način. Ja. Torej, to se pravi, da jaz sem bil nesrečen, ker kaj boš ti, ko boš velik? Kaj boš ti, ko boš tisto zrasel in tisto? Jaz se nisem mogel predstavljati, kaj bom jaz, kaj bom zrasel. Sploh ni bilo nobene rasti nikjer. Jaz sem videl samo odlino, če hočete, praznino, evo, praznino. Ne. V tem smislu gotovo je meni to tako drago stalo in tako sem fizično bil ranjen, psihološko fizično ranjen, da to se je meni nekako priraslo, ne, ta strah izginotja. Ne. Človeku pri 7 letih, da te mu to vsesa noti, zagrize noti v telo. Ne. In zato to pri meni traja še danes pravzaprav. Ne. In ne razumem, zakaj naša mladina danes hoče biti totalna, ne, totalitarizem. Ves svet je enak, ne. Tako to. Vsi smo otroci sveta. Bodimo solidarni med sabo. Vse to so znane stvari, to je nič novega. To nismo čakali 21 stoletja, da smo prišli do tega. Ampak kako da oni morajo danes nekako zanikati svoje bistvo in to so dokazali pri raznih anketah, ne. Tudi v Sloveniji. Jih briga več svet, ne, in svetovna krogla, ki kroži, ne, naprej.
kakor to, kar je življenje njihovo, kar je bistvo življenja človeka, je bistvo je kraj, kjer se je rodil, razvoj tega kraja, povezava se, razume se bližnjimi in se svetom, to je normalno za to povezave. Ma ne da zanikaš svoje, oprosti. To se pravi, da iz svojega kraja si kakor na štartu, kakor letalo, ki mora štartati in pustiti zemljo, ampak zaradi tega ne taji potem več zemlje, ko je štartalo letalo. Ne. Mi pa delamo to kot narod danes, nažalost. Ne. In levica danes to tudi v Trstu, konkretno, ne mara, da se govori o nacionalnem vprašanju, zato ki to govori o nacionalnem vprašanju, je že nacionalizem, kar je bedarija. In to prvo je bedarija izjavil Kardelj. Ne da bi meni omenil, je rekel, jaz vem, kaj je nacionalno vprašanje. Jaz sem tiskal 20 let opozicijo Kardelju o nacionalnem vprašanju. V Trstu, za časa fašizma, so me pustili tiskati, kaj so ga razumeli, kaj pišem, dobro, njih niso imeli interesa kontrolirati me. Ampak Ljubljana je pa vedela, zakaj pišem. Ne. Ni pa mogla me uničiti z nobenim dokazom. Kardelj je rekel, nacionalno vprašanje je, da vodi v nacionalizem. In to je bedarija, je laž, ker ni res. Vsi narodi danes v Evropi imajo narodno zavest, Anglezi, allons enfants de la patrie. Je la patrie, glavna himna njihova. To se pravi, mi pa črtamo Prešerna in to je levica jo črta še danes. Ja, mi smo vzeli od Kardelja. Ja, zakaj pa nismo menjali, ko smo postali država? Zato, ker so bili vsi napiti, smo bili tiste svobodo in tako naprej. Tudi pojmovani smo svobodo, kakor lahko delaš, kar hočeš, kar ni res. Da lahko delaš, kar hočeš. Svoboda pomeni, da si svoboden državljan, da lahko odločaš o sebi, o svojem prihodnosti in tako naprej. Vse, kar hočete, ma ne da lahko delaš, kar hočeš. To niti sovjetska, niti francoska evolucija ni trdila tega, od danes naprej bo vsak svoj delo, kar hočeš. Bi bili bedaki, ne? Taki revolucionarji. Torej, v tem smislu smo mi v nesrečnem položaju danes. Oprostite, to ni odgovor na vprašanje. Vprašanje je, to recimo, zakaj? Jaz sem razložil, zakaj imam to strast v sebi, da moramo reševati svoje. Današnji voditelj Slovensko kulturne gospodarske zveze, prvo stvar, ki je odločil, ko so ga naredili za šefa, na mesti Žarka Petana, ne Petana, pardon, prostite, Žarka Raceta, ki je bil partija v Trstu, v bistvu, ne, ljubljanska. Je treba nekako, bi rekel, upoštevati začetek. Začetek je, kako sem rekel prej, moje bistvo človeško, moje psihološko in tisto. Ampak noben narod v Evropi danes ne bo rekel, da je biti zavest svojemu narodu, svoji tradiciji, svojemu jeziku, da je to vodstvo v nacionalizem. Kako moramo mi danes to trditi? In predsednik je rekel, prva stvar, ki bomo naredili zdaj, jaz sem novi predsednik, bomo naredili kongres slovenskega jezika. To so naredili tudi, ker so nam dali zakon tako imenovanega, veliko zakona, da se nekako ohrani neka manjšina in tako naprej. To sem rekel, je zgrešeno, da mi moramo svoj jezik spoštovati, ga govoriti, učiti otroke, da spoštujejo. Vse to je res. Ampak jezik ne bo nikdar ostal, če ne bo ljudi, ki bodo slovensko zavedni. Noben državljan 21. stoletja ne bo izbral Slovenijo kot jezik, ki se ga bo učil, ki ga bo ljubil in tako naprej, če ne bo konkretno zaveden Slovenec
za svoje bistvo, za svojo kulturo, za svoj jezik, tudi, jasno. Edini celo dobo, odkar so Slovenci država, je edino prejšnji predstavnik, minister za zamejstvo in za svet, ki ni bil niti pravi minister. So ga naredili za ministra, ravno zato, da bodo potolažili Slovence, da imajo ministra v Ljubljani, ki jih zapopa. Ampak on je, ko so neki dijaki, neki igrali, in mi, in naši igralci, naše gledališče, že časa, ko smo bili pod Italijo, smo imeli gledališče, ki je veljalo kot gledališče, prosim. Ko je umrlo gledališče Tržaško, so ga požgali, so vsi šli v Ljubljano ali pa v Maribor, v glavna gledališča. Ne? Mi smo bili, pa recimo v Bogareva pod Italijo, pa smo imeli svoje gledališče, ki je funkcioniralo evropsko. V tem smislu zdaj je treba vzeti celo stvar v roke in reči na nek način, da se nekje v parlamentu odloči, ne? Predvsem, da odpade tista prva kitica o sosedih in tako naprej, da stane ta prva kitica, da se reče, Bog živi na slovenski svet po Prešernovu. In potem ne pridejo sosede, v redu, nimamo kaj počitati. Poleg nas, Slovencev, ki bivamo tukaj, ne, smo tudi za sosede na levo, sosede na desno, v redu. To se pravi, v tem smislu se jaz tukaj še grem, da bom odgovoril na vprašanje gospe, oziroma gospoda Jevnikarja o gospe, je ona bila čudovita ženska, čudovita gospa, prosite, ko je bil njen soprog, gospod Predan, v službi v Trstu, je ona večino svojega časa uporabila, da je mene srečala in se z mano pogovarjala. Kapo dol, gospa, kapo dol danes tukaj pred to dvorano, ki predstavlja slovensko kulturo, če hočemo. To je bilo eno dejanje, ki sem se mu jaz čudil in mu občudoval in ga imel rad in ga imam rad tudi zdaj, tukaj, temo, ko je njena knjiga išla, o kateri moram reči takoj jasno, to je več samo kot knjiga intervjuju Borisom Pahorjem. To je knjiga, ki spada med knjige, ki naj berijo dijaki, poleg tega, ker v šoli slišijo, pišejo in tako naprej. Vse to, kar je v knjigi važno, ni glavno to, kar je rekel Boris Pahor. Najbolj pomembno vsega je to, kar je gospa dodala noti kot posamezna poglavja. Vsako dobo, ko je ona mene srečala, je ona nekako, preden je prišla pogovor z mano, naredila članek v Večeru. Članek je bil nekako, bi rekel, rezime, ne, tega, kar je bilo pomembno v tistem času. Zakaj se je šlo? Zakaj smo zdaj nekako zauzemali in tako naprej. Ne? In moram reči, če danes berete, lahko vsak prizna reče, ma ta gospa je predvidela marsikaj že prej, ona sama. Seveda, je, zato ker je tudi vedela v pogovoru z mano, kaj mislim in od česa ne bom odstopil, pa je rekel, dokler bom dihal, ne bom odstopil od tega, da brez nacionalne zavesti Slovenci ne bodo obstajali, da bo šli po gobe vse skupaj, kakor se dogaja že zdaj, prosim. Že zdaj Slovenci nimajo nekaj svojega vodstva. Celo ta nova vlada, jaz spoštujem gospoda mladega predsednika in mu želim vse dobro, njemu in nam vsem tudi. Da bo nekaj tudi se spremenilo za njegove časa, ko mu bodo pustili, da bo obstajal. Ker tukaj je treba govoriti tako, je treba reči, ko mu bodo pustili, da bo obstajal. Zato, ker
Zato, ker ta vlada ni nastala, in naj se ne užali, če mu bodo povedali, ni nastala, če ni prišla zraven ena grupa levice, ki je nekako kondicionirala to vlado. Ne? Kako jo ćemo drugače reči? Če ne kondicija. Ko pomeni, da bo dopustila. To te pravi, nekaj pa tudi ne bo dopustila. Že tukaj se je dogodilo zdaj, da je gospa, bivša predsednica vlade, se nekako opoziciji in tako naprej. To se pravi, v tem smislu gospa Darka je bila čudovita takrat in je čudovita tudi v knjigi in bo vsak priznal, ki bo knjigo vzel v roke in ko bo prebral posamezna poglavja njena, bo lahko rekel, je imel Pahor, da je rekel, ta knjiga je več kot samo intervju. To knjigo jaz primerjam, danes mi je prišla misel, jaz primerjam s knjigo, ki je išla o najinih pismih gospa Marija Žagar v Mariboru, oziroma na gimnaziji, in mano v Trstu, ki je nesrečna Boga, izgubila moža ona, ko je bila še, bi rekel, željo, da bi nekim moškim ne samo se pogovarjala o vremenu, tako naprej, ma živela z njim pravo življenje, ne? In če bi jaz ne bil poročen, jaz bi isti dan, ko sem to ugotovil, bi mi dva živela skupaj. Tam pa je Bog pomagi, ne? Je mož, ne vem, kaj je zbolel, kaj je naredil, čeprav je bil planinec mož, ne? Je ostala sama in Boga je potem ostala sama tudi na stara leta, zato ker en sin jo ni maral. Ta drugi sin je iskal službo in tako naprej in tako da je končala nekako, ne v hiralnici, ma nekje, sama v bolnišnici. Je vsako toliko se mi poslal še svojo knjigo, večkrat se ni pisal, enkrat sem celo obiskal skupaj z ženo, pa tudi je imela, prva nesreča je bila, da ni slišala. Ni slišala in je bo treba nekako napisati na list vprašanja, na odgovor in tako naprej. Je bila pa, bi rekel, žena in pol in če se boste videli, jaz sem rekel, ta knjiga je vredna po njenih zapisih, kako je ona pisala o položaju Slovenije, kako je ona pisala o hribih, o vzkovnici in tako naprej. Ta utegnila zmožna, da sta naredila skupaj na Bajtico gor in potem ravno on je vem, da prvič šel noter ali drugič, je pa Bog šel na vni svet. Je šel vse taka polomija. Torej v tem smislu je knjiga z moje strani bila čudovito odkritje, ko sem jo dobil v roke in ravno ko sem to odkril, to je recimo ta dodatek, ne, ki je nekako, ko bi rekel, neko, da ko rečete, neko prehajanje iz eno dobe razvoja v drugo našega življenja slovenskega. Ne. In to je njeno delo in to je njeno, bi rekel, tudi njen prispevek kot, bi rekel, avtorica, ne, ki pravi, jaz nisem pisateljica. Ne, ti si več kot pisateljica. Ti si soustvarjalka nekega mnenja, soustvarjalka nekega, bi rekel, pogleda na slovenstvo, ne, zunaj banalnosti oziroma pričkanja strank in tako naprej. Blizu televize, ne, ki hoče biti še zmeri vodstvo in ki potalno še zmeraj vodi. Ne, je resno. V tem smislu lahko bi rečete, da jaz govorim, kako te rekel, prosto, ali pa tudi ti si rekel, kaj imam za skrivati jaz? Kaj ne skrivam? Oprostite, želim vse dobro novi vladi, ampak kako ne želim vse dobro levico, ki jo bo nadzorovala zdaj? Na kakšen način? Naj se pametuje. Naj najde način, da bo združila Slovence. Škofje ne najdejo način. Moja knjiga o Kozmiku, ki se jo zdaj k sreči s pomočjo
Tomšičeva Petra, prijatelja Petra izdal, kliče na pomoč škofe. V Ljubljani je škof Rozmar Kozbeka, že ko je napisal Premišljevanje v Španije, ga je obsodil, ker je rekel, da so heretiki junaki. Kaj pa so druga kot junaki, ne? V taki cerkvi, ki je žgala čarovnice in tako naprej in drugo. So morali biti junaki, če so hoteli postati heretiki, ne? In potem je pa vse skupaj proti njemu, škof Rozman in tako naprej, ne? Ampak cerkev je prenašala škofa Jožmana v cerkvi, zato ker je rekel, da papež, ker je v Kavru papež, noben način so komunisti ne sodelovati, da je rekel Kozbek, glede neke stranke in tisto, ne more papež, to ni noben zakon, to ni nobena cerkvena, bi rekel, prepoved eksistira, da bo rekel, da ne sme nekdo. Jaz bom sodeloval, ne da bom postal komunist, a zato, da bom skupaj s komunisti naredil enotnost slovenskega osvobodilnega boja. In tako bom dosegel, da bodo osvobodilni boj tudi zavezniki priznali. Tukaj je zdaj kapo dol komunisti, oni so delili svoj interes, jasno, ne? Da bodo uspeli tudi pomočjo slovenskega naroda, ki se bo boril za svobodo, bodo oni uspeli, da se bodo približevali tako imenovani revoluciji, jasno, ima interes. Ma so hoteli, da zavezniki priznajo osvobodilni boj. In so ga priznali, ne? Ne samo, da so pomagali vojakom, so naredili razne elektrotehnike, vse mogoče, so ga priznali tudi, ko je prišla ura odločitve, ne? In so združili Slovenijo, koliko se je združiti dalo zaveznikov, ne? Niso mogli dati obale, zato ker če bi dali obalo, kako so nekateri zahtevali, da morajo dati obalo, ne? Zavezniki zahtevali. Torej, ne moramo dati obale Jugoslaviji, zato ker bodo Italijani morali priti v trg z ladjo, pravi. Kako ne mi prisilimo, damo trg Italiji in bo prišel v trg z ladjo, drugače ne more priti. To se ne more. Moramo dati Italijanom ta mejo ob morju in damo Slovencem Koper, Izolo, Piran na uni strani. To je salomonsko, je treba priznati, ne? Neka rešitev je bila, neka spodobna način tudi za dve manjšini, takoj. V Londonu je bil pogovor o manjšinah, Italijani so to zamolčevali, toliko let so čakali, da so dali tisti zakon, leta 2021. In zdaj so se pa zavedali, da brez Slovencev pravzaprav oni so bolj ubogi, kakor če Slovencev ne bi bilo. To se pravi, da je kulturen narod, ki ga kulturno Evropa, in so videli to v Trstu, ko so meni Francozi tiskali. So toliko gledali, ima Boris Pahor pol strani v Mondu. Boris Pahor skoraj cela stran v Figaroju. Odhod se je vzel ta človek. Ja. Vidite, to se pravi, prvi je bivši italijanski župan meni poslal 2 svoji knjigi. Ja, to se pravi, ne? Kaj? Da se Evropa prva priznala pravzaprav nas. Potem je prišlo vse to drugo. Evropa, Francija in tako naprej. Evo, jaz mislim, da sem povedal, kar sem mislil povedati. Boste. Bomo dali možnost tudi občinstvu, da vam postavi kakšno vprašanje. Vsekakor, torej, profesor Pahor je sam že načel nekatere svoje tako imenovane leitmotive. Če boste brali knjigo, se vse to prepleta, kar je zdaj obnovil, pa jih je še več, ne? Niso samo ti, ki jih je omenil, recimo v teh pogovorih in člankih se stalno pojavlja tudi problem fašizma, upora pred vojno in med vojno, problem taborišč, problem odgovornosti Matice za zamejstvo, Kocbek, Zaliv, stranka Slovenska levica, ki jo je obudil, manjšine v Evropi. On je leta in leta bil na vodilnem mestu v Zvezi zatiranih jezikov in kultur v Evropi.
vprašanje ljubezni, žene rade, poslanstvo pisateljev. To so vse teme, ki se tudi deloma ponavljajo, seveda, v raznih intervjujih, zlasti v velikih intervjujih, življenjskih, recimo v prvem in podobno. Ampak zanimivo je, da se vsakokrat še nekaj dodaja, nekaj, kar je vezano na aktualnost, tako da je pisatelj vedno na tekočem s problemi in čeprav je snov nekje se vrti okoli teh tematik, vedno nekaj malega dodaja. Ampak jaz bi, ker smo zdaj ravno slišali o uspehu v Franciji in pozneje v Italiji, ne, med nami sedi v dvorani tudi ena izmed njegovih prevajalk, torej Martina Kleriči iz Pordenonske pokrajine, ki je Italijanka seveda in odlična Fulanka in odlično prevaja slovenska dela, je Pahorja, Rebule in tako dalje. Te dni ravno korigiraj oziroma debatirata o nekaterih težjih točkah glede najnovejšega prevoda, to je Zatemnitev. Zatemnitev bo zdaj naslednja knjiga, ki izide v italijanščini. No, ampak prejšnja leta ste veliko potovali po Italiji, tudi po šolah, po društvih in tako dalje, so vas vabili, da poveste, da izrazite glas Slovencev v Italiji. Ne? Kaj pa, tukaj smo slišali o zavesti, o jeziku, kaj pa Italijanom polagate na srce? Veste, kaj Italijano, oni so naredili na veliko napako in to sem jim povedal. Jaz sem predaval v Italiji približno 340 krat. Ne? To se pravi, vsi liceji, vse inštituti važni, pomembni so mene začeli povabljati, recimo tako, v Italijo, po tudi televizijskem srečanju, ki sem jaz imel, ko je knjiga išla v Parizu, v Rimu, ne? In je bilo govor o nekropoli, se pravi, je bilo govor o taborišču in vsi so rekli, da to je za Nobelovo nagrado in tako naprej. In takrat je tako prišla ta ideja namreč, da moramo nekako, zdaj sem zgubil nit, kaj sem hotel povedati. Kaj Italijanom je treba povedati? Italijanom treba povedati, da oni so zgrešili takrat, kadar so hoteli imeti Rim, glavno mesto. Ne da to so rešili, da so hoteli imeti. So se rešili, da ko so dobili Rim, so bili tako zadovoljni te rešitve, ker prej so imeli risorgimento proti Avstriji, so imeli Milano, Avstrijce in niso požgali nobene hiše, ne, so jim dali so možnost tudi literature, so pisali, tam so hoteli pač, da imajo neko naklonjenost do okupacije Avstrijci, ne. Tega pa oni niso hoteli dati naklonjenost, ne. In so imeli v zaporu ljudi in Silvio Pellico je bil zaprt veliko in smo vsi brali njegove zapiske in tako naprej, ne. Oni so naredili napako, da takrat so postali pravzaprav nacionalisti v smislu okupacije dežel in imeti kolonije, kakor imajo Angleži, Francozi, Holandci, tako naprej kolonije, tudi Italijani imajo pravico. Jaz imam doma eno darilo gospoda Josefa Merkuja, ki je imel celo knjigo izdal o stari Italiji, recimo leta konec stoletja je zaradi pezaškega bataljona, ki je bil uničen, on napisal knjigo. Mi je dal eno knjižico, ki je leta 66, je tiskana za domačo rabo, ne, za konec leta, neke založbe, popularne, in piše, onkraj Trsta imate samo kamenje, imate samo bajtice, take recimo skoraj pastirske bajtice, ne. Mi, velika Italija, moramo napredovati. Ne. To je v leta 76. To se pravi, da že i tista Italija risorgimento, in to so povedali potem Carlo Alberto in tako naprej, ne, je imela že sliko Alp, ne, v ministrstvu za veliko za tujino, za turizem, če hočete, je imela sliko Alp. To se pravi, da oni so imeli v glavi, kar je rekel Dante, da Italija se zapira nekje od enega konca do drugega
ko zapre cel lok, zapre veliko na reki oziroma na koncu tam, tu je nekaj zaprta nekje. Ma on je govoril o zemljepisu, on je govoril, kakšno je podoba Italije in tako naprej. Tam, da ni pridigov, bomo mi zauzeli ne vem koga, ne vem kaj. Ne. Oni so pa hoteli zauzemati. Ne. In to je bilo pogrešeno, medtem ko so imeli tudi oni enega pozabil njegovo ime, sem že zapisal teko, sem pozabil, ki je rekel, najboljša solucija za nas, zdaj, ki imamo enotno Italijo z Rimom, bi bilo, da naredimo eno federacijo državic, da, od juga gor do severa, in da mi te državice nekako skušamo počasi združevati. To ne vem, naj bil Calvi, ko je bil. Jaz pozabljam, sproti pozabljam. Ne? Mi ostaje ambient, mi ostaje generalna ideja, imena pa pozabim. Zato oni bi morali to narediti. Medtem ko danes piše v Piccolu, oziroma je pisalo pred 6 meseci, jug italijanski mi, pravi, nismo reševali, pa smo ga zauzemali. In tudi ga nismo rešili, ampak smo ga zauzeli. Danes v italijanskem časniku v Trstu je to priznano. Ni Boris Pahor, in tu sem rekel dijakon, ko sem predavil, sem rekel, questo non è che lo dica io, che sono sloveno, scrittore sloveno, ma questo lo leggete nei giornali italiani oggi, no? Dica, berete v italijanskih časnikih priznanje, da vi ste zauzeli jug. In tisto, da ste ga vi zauzeli, imate zdaj vse, kar se dogaja na jugu, vi na vesti. Vi ga imate. In žrtev tega centralizma in nacionalizma smo bili in smo še vedno. Jasno, vi. Ja. Eno iz poslastic vaših, ste rekel. Vi ste dobili ne bajtice na Krasu, vi ste dobili hiše, ki so imeli zunanjost staro, ker niso hoteli uničiti. Če greste notri, te imeli kopalnico, ne, in poleg kopalnice te imeli tudi Pino Tomaž, recimo, je imel obroče gor, da se je vsako jutro telovadil, preden je šel iz vile ven. Ne, to se pravi, v tem smislu je tukaj cela zgodovina. Mi moramo šele začeti pisati evropsko zgodovino Slovencev. Jo moramo šele začeti pisati. To se pravi, vse, kar se je dogajalo v Evropi, začenši s koncem, bi rekel, recimo, 19. stoletja, 1800, od začetka, ko so priznali narod, leta 1948, ko smo mi na Bornem trgu imeli svoje slavjansko čitalnico in tako naprej. To se pravi, ta povezava 1880, 1953, ne, ki je išla po tisti 6 let je delala komisija. 6 let. Dva Italijana so izstopila, ker niso mogla podpisati. Potem so morali biti drugi, da so podpisali, da so priznali tudi, kar je naredila Jugoslavija, oziroma kar je naredila partija 45 leta v Trstu. To niso naredili ne partizani in ne tisti, ki so se pošteno bojevali tista leta. Ne. Samo partija je lovila ljudi in pošiljala jih, da jih bo vrla v jame in tako naprej, ali pa Istro imenovala, je piše v tem, piše v tej komisiji, poročilu, piše un soldato di Tito, quando passava un civile, diceva tu, fascista, vieni con un momento, ajde ovamo, ti fascista, ajde ovamo, a dođi ovamo, kako so se rekli, to se pravi, to se je dogajalo vsak dan, pravi. In so zaprkavali. To se pravi, v tem primeru Istra kot Istra tega ni zaslužila. Kako nismo zaslužili mi? Niti to, kar so počenjali dol ti vojaki, takrat tako imenovani zmagovalci, etc. Istra ni zaslužila. Priznam, jaz sem v Istri bil 6 let, sem bil v Stemenišču v Istri jaz. Sem pravi, sem jo poznal zelo dobro in vse pa ti gor po hribu sem poznal, ko smo hodili peš
peš hoja, blagor. Torej, meni ni stvari, pri meni, ki mi eden mi rekel, okoli Bogana mi nas skrivaj naredi. Je ni stvari, ker jih poznam zelo dobro, ne. Niti govorim, ne, bi rekel, alla prova dei fatti, ob dokazu resnice dejstev. Meni še eden mi ni citiral, da sem rekel neko lažnivo zadevo. No, niti, tudi ko sem napisal, Corriere della Sera je pisal, Boris Pahor pravi, piše, reče, izjavlja, da tisti zakon 10. februarja, ko se spominjamo Ezorov in Fojb, tisti zakon ni pošten. Na takšno izjavo bi moral drugi dan jaz imeti karabinjerja doma, da me peljejo, kako moram jaz žaliti italijanski parlament. Nobeno se ni javil nikjer, ne osebno, ne v grupi, edino predsednik je rekel nekaj časa potem, ne da bi mene imenoval, kar se tiče pa fašizma, mi ne pozabljamo, kaj je fašizem počenil. Jaz sem odgovoril v knjigi, ki se me imenuje Rdeči trikotniki, ker tam smo bili deportiranci, politični deportiranci v Nemčiji. Sem rekel, spoštovani gospod predsednik, eno je, da vi govorite o Fojbah in o Ezolih vsako leto in vsako leto vi nagrajujete sorodnike in tako naprej. Drugo je, da že nekatere mesta imajo Via delle Fojbe, to se pravi, je treba razlagati, kaj so te fojbe, in tako naprej. Drugo je pa, da se spominjate, kaj je fašizem naredil, se rekel, ne. Dajmo dati neko miro, ne, stvarem se rekel, mi žal. In to sem mu rekel tudi, ko mi je želel, on mi je za 100 let naredil, moram priznati, da tančno to, kar je hotel in kar je tudi prav. Vi ste naredil, da se je spremenil zrak Trsta, atmosfero zračno se je spremenil. Vi ste se bojeval proti vsem diktatura. In potem tretjo ne vem, kaj je bilo za jezik, jaz da sem se boril za svoj jezik, ker sem imel prav. Jaz sem rekel, gospod predsednik, sem rekel, hvala lepa, da sem jaz spremenil, da vi priznavate, da so moje knjige spremenile literaturo, ambient, tržaški, bi rekel, tržaško mišljenje, čutenje, tako naprej. Ne. Ampak to, da vi priznavate, da jaz sem se boril proti vsem diktaturam, moram priznati, da mi morate oprostiti, ma zelo bi bil ceno več, če bi rekel, da sem jaz pisal o fašizmu. Ma sem mu poslal tako, kako sem napisal, kako sem rekel. In obeden mi ni protestiral nič, spet njegov tajnik, tisti, ki je to dobil, mu je verjetno prebral, mu ni zatajil verjetno, ne pa. Na vsak način, v tem smislu, je treba imeti malo korajže in to slovenska država do danes ga ni imela. V nobenem smislu. Ne do Italijanov, ne do Nemcev, do Avstrijcev in še manj do Hrvatov. Ne. Čeprav smo bili, če smo vsi trije tukaj, ne vem, ne, ga ni, gospoda Bučar ni več, nažalost, ga ni. Pa gospod Tine Hribar je tukaj, jaz sem tukaj in gospod Bučar je pa bil ta bolj pomemben politično, da smo bili proti temu, da se prizna, da naj zunaj odločajo o meji Hrvaške. Se je rekel to, bi morali narediti narobe, kako je Italija naredila, ko je rekla za Slovence. Ne damo Slovencem možnost, da gre za Evropo, če se ne bodo pet dogovorili z nami. To bi morali mi reči. In je rekel gospod Borut Pahor, škoda, da se imenuje Pahor, on je rekel Boris Pahor, da naj naredimo mi, kako so naredili Italijani. Ma kako si mora on misliti, da bomo mi se primirili s Italijani. Se rekel, ma kaj nismo vsi enaki v Evropi? Zakaj se ne bi primirili? Če rečemo, da prvo bomo mi smenili z njimi, kako bo naša meja tekla z njimi, potem pa lahko diskutiramo drugo potem. In tudi bomo rekli, lahko gre do Evropo zdaj, zakaj pa ne? Torej, v tem smislu Slovenija na zadnje je zmeri dala red med noge, kakor pes, ki se boji in teče proč.
v tem smislu je gredo tako govoriti. Ampak, če se neki narod ne izkaže takrat, kada ima pravico, da bi se moral izkazati, je že pogorel, ne? Tisti trenutek je pogorel. Ker bo vsak sosed na jadno človeka i pas baci kamen, ne? To se pravi, če človek ni sposoben braniti svojo poštenost in svojo pravico in tako naprej, potem je že na pol skupu, ne? Je na pol skupu, ne? Evo, mi je žal, da moramo mi ob slovesnosti to ugotavljati. Ampak nažalost je tako, ne? In jaz čakam dan, ko končno prišel, da bo slovenski parlament ugotovil, da otroci Slovenci imajo pravico, da v šoli dobijo vzgojo o ljubezni do svoje domovine. In to ljubezen do svoje domovine pomeni, da so občuteno Slovenci. Da se zavedajo, da so Slovenci. Da so ponosni, da so Slovenci. Ker Slovenci imamo vso pravico, da smo ponosni. Slovenci smo eno izmed najbolj kulturnih narodov sveta. Smo vredni nas primerjajo Judom. Kako so rekli, Jude so prenesli kulturo na Dunaj, Judo so prenesli kulturo v Trst. V redu. Mi ne moramo prenesti, ker naš jezik ne more nekako biti v boju z narodnim jezikom. V redu, ne? Ampak vsak človek, ki je spoznal slovensko kulturo, ki je spoznal slovensko vsebino in spoznal tudi, če hočemo, slovensko filozofiranje, slovensko način gledanja na svet, je vsak rekel, vsega ti ljudje bi zaslužili, da se jih drugače poznajo, kakor jih poznamo. Pa smo sami krivi. Znači imamo večino, imamo prednost v tem nadalju, da smo samomorilci. Zakaj? Zato, ker nam manjka neka kontrola, neke moškosti, nekega ponosa nam manjka. Mi smo kreče plažni do drugih, ne? Drugi pa hohštaplerji ponavadi, kadar ni potrebno. Ne? To so se Francozi ugotovili, meni pravi, so jim dali vso možnost, da bodo imeli en lep vrh po francosko, tako naprej, smo jim dali toliko denarja, da ga bodo imeli, in ko smo prišli v Ljubljano eno leto in pol potem, ali 2 leti potem, smo rekli, hočemo se seznaniti tistimi ljudmi, ki so imeli v rokah ta načrt, kakšen načrt? Pa je načrt o vrtu, ki bo podoben francoskemu vrtu, tako naprej. Pa tukaj nimamo nobenega načrta. Mogoče so tisti, ki so bili v Parizu, telefoniramo, nismo vedeli za načrta, razumeš? To se pravi, so rekli, ti ljudje na eni strani, kakor češ, da so potrebni, da pomoči, potrebni nekega priznanja, ne vem kaj, potem pa človek se nekako zauzame za to, pa niti ne ve, da smo mi to dali, da smo to naredili, ni dobro, ne? Ja, sem rekel, zato, ko so hoštapljali doma in držijo rep med nogami, kada je treba nekaj odločiti, nekaj narediti, nekaj zahtevati in tako naprej. V redu, zdaj ne vem. Ja, zdaj bomo dali besedo občinstvu, gospod Zlobec. Spoštovani gospod Pahor, upam, da sem lahko v imenu celega razreda, ko smo včasih rekli, zahvalim, da ste v tem zimskem dnevu prišli iz Trsta in nas počastili svojo prisotnostjo. Bi pa moje vprašanje bilo skoncentrirano na to, kar se je prav pred kratkim dogajalo v samem Trstu. Najprej mislim na fašistično zborovanje neofašistov, ki so jih z avtobusi pripeljali organizirano iz vse Italije, potem protifašistično zborovanje in takoj naslednji dan največja možna vsedržavna italijanska proslava zmage v Prvi svetovni vojni, na kateri so pa sodelovali tudi najvišji vojaški predstavniki slovenske vojske in slovenske države,
Se pravi, da so bili na paradi tiste vojske, ki se je med Prvo svetovno vojno borila proti Slovencem. Kako bi vi vse to skupaj komentirali? Ja, a hočete moj komentar? Ja. Moj komentar je, da tisti prvo citat, da so bili eni in drugi nekako paradirali, je perfekcija rekla, to predstavlja državo perfekcija pri nas, je rekla, da ona nima nobenega zakona, na podlagi katerega bi ona upravičeno prepovedala tako zborovanje. In da edino, kar zahteva, je, da je to v miru, dostojno in tako naprej. Ja tudi nimam kaj komentirati, če nima zakona za to, potem recimo ne širi fašizma ali pa ne hvali fašizma, da je prepovedano v redu, ne? Ampak kaj pa je, če ne širjenje fašizma, če dovoliš, da pridejo tudi fašisti demonstrirati? Hočem jaz ne morem ugovarjati, ne? Jaz tako ugovarjam kot pisatelj, kot državljan in lahko rečem, če ti dovoliš, da poleg fašizma, poleg antifašizma nastopi tudi fašizem, si v kontradikciji sam s sabo, ne? Kako bo obstajal antifašizem, če ne zato, da bi bil proti nastopu fašizma. Tukaj pa mu daš celo možnost, da on elegantno nastopa kot fašist, ne? In ne samo ga ne prepoveš, a celo imaš red, ki dela po cesti, povsod, zato da bo ubranil vsak hip, kakšen prepir in kar so tisto, ne? Tak prehod na neki nedolžen svet, kjer sta oba dovoljena, je samo v neki slabi domišljiji, ampak v resnici ga nobena država ne bi smela dovoliti, po moje, ne? Če ti imaš tisto gibanje, proti katerem je potem nastalo drugo gibanje in zmagalo, se razume, in ovo drugo odpravilo, pomeni, da bi moralo biti odpravljeno, ne? Ne se zdaj prikajati, kazati, kako da ono še zmeraj ostaja v novi obliki in tako naprej, imajo še zmeraj z isto tezo, z istim poudarjanjem. In tisto, da pa da je bila slovenska zraven, ne? Je pa vse v imenu velikega prijateljstva, ne? To je veliko prijateljstvo, zato ker smo v Evropi in ker je Evropa ne mora obstajati, če niso vsi prijatelji med sabo, da vsak sprejema drugega, ne? To bi moralo vseeno biti pojmovano malo drugače, ne? Po mojem je kontradikcija. Je kontradikcija slaviti Prvo svetovno vojsko, ki je bila v bistvu usmerjena na naši strani, da se bodo Italijani bojevali proti Avstriji, je nekako za Italijane lahko tudi upravičeno, da oni zahtevajo en del, bi rekel, Avstrije in tako naprej. Čeprav država, ki je bojevala proti Avstriji in proti temu, da je, bi rekel, imela skoraj severni del Italije imela v rokah in tako naprej. Ne bi potem šla okupirati, zasedati ona zdaj en del Avstrije, ne? Ki pa je vedela, da ni avstrijski. Primorska ni bila avstrijska, je bila slovenska. Torej ona ni jemala Avstrije, ma je jemala Slovencem, ne?
V tem smislu tudi to je kontradikcija in terminis. Ne? Kako naj danes rečete vi Slovencem, naj odrečejo svojo prisotnost? Če so prijatelji, če se nekako o vojni, vidimo, se tem hvalijo, da so prijatelji. V tem pojmovanju prijateljstva zdaj tudi slaviti vojaško nekje. Ne? Gotovo. Italija je takrat recimo nastopala vojaško z dovoljenjem oziroma z dogovorom z zavezniki na zavezniški strani. Imamo spet eno od teh položajev, ki bi Slovenija mora imeti jasne, že ko je nastala svobodna država, kot svobodna država, ne? Ki pa je ni imela takrat, ni ima niti danes. Ne? Danes je ona šla v prijateljstvo, zato ker računa, da ne more se ona postavljati v Evropi na stran, ne da bi bila prijateljica z Italijo. Ja. Samo... Damo še komu besedo, ne? Ker imamo še samo nekaj minut. Če je še kdo, ki bi rad kaj dodal ali vprašal ali pripomnil. Prej je Darka želela nekaj povedati, pa sem jo ustavil, prosim. Ja, samo to bi povedala, da ena od stvari, ki me je tako očarala pri gospodu Pahorju, je tudi ta, da vedno na pravem mestu pove prave reči. On ne bo Italijanom govoril, kadar nastopa pri njih in za njihove medije, o zablodah Slovenije, ampak govori o zablodah Italije in fašizmu in njihovih drugih omarah sramote, da tako rečem. Ne bo govoril o slovenskih zablodah Italijanom, ko pa nastopa v Sloveniji, tako kot danes v Ljubljani, potem pa pove tudi Sloveniji to, kar ji gre. In to se mi zdi tudi ena od njegovih lastnosti, ki so vredne občudovanja. Ja, ki pa ne bo, bi rekel, velika večina, ne samo prisotnih, pa tudi drugače, ne, se strinjala z mano. Ne. Se ne bo strinjala, zato ker nažalost nima tega čuta, ki bi ga morala imeti namreč. In ta čut manjka in tukaj imamo tudi vir našega žalostnega položaja, da smo prvi samomornici v Evropi. Ali drugi zdaj, ne vem, prvi. Tukaj je to zlo, ki je nekje nastalo nekoč in ki nekako kljub vsemu zvestobi, ki jo imamo, nam manjka ta čut. In je študija o ženskem značaju slovenskega naroda. In vse pobožnosti in vse Marije povsod, ki so počaščene, že Trubar sam je imel proti Sveti Gori, tako naprej, da Gorici pravi, mi moramo ta prvo misliti nas in tako naprej, evangeliju, ni nobenega čaščenja, tako naprej. Vse to so podarili potem katoličani, ko so imeli v rokah oblast in so potem oni to usilili, pa ono usilili. Je imel prav, on je imel to, on si ni izmišljal, ne? V tem smislu je res, da zmeri klic po pomoč v slovenskih molitvi. Zmeri klic po pomoč. Vsako tisto pesem, ki je vsa o pomoči. V tem smislu je knjiga, revija, ki se imenuje Krog, kjer je sodeloval Mirko Javornik, Edvard Kozlek in drugi, je tudi ta študija o ženskem značaju slovenskega naroda. To sem jaz pisal že v Ljivu in večkrat pisal. V tem smislu imamo neko celico v naših genih, ki je nekje fauš, oziroma ki je nekje zrešena, ki nekje ni usklajena nekje.
z zdravim čutom moškega spola. Ne. Saj vi niste proti ženskam, ne? Nasprotno. Meni me imajo, danes so mi rekli, jeste da je ena tržaškega raja, da bi želela da mi nekaj vprašati. Raj se je rekel, ma to so Sloventi prijavili in televizije danes zvečer ob 8:30. Ja, pravi, ona vas bo vprašala in gdje pa ženska, veste je. Takoj meni češ, ne, Boris Pahor, ti kot 10 let, zelo ceni se. Cenim tudi, ne kot 10, tudi kot človek, navaden fant, sem cenil zmeri, ne, in sem zabav izjaviti, če sem moral. Jaz sem moral priti nekako v 40 leta, da sem, ko mi bil to korajžo, da sem sam, kar sem me videl. Na eni sliki sem se videl, zelo malo, vse zadnje ti, zakaj sem imel to občutek, da nobeno te ne bo pogledala. Odslot to. Sem rekel, to je od požiga Narodnega doma naprej, sem rekel. Tako se je meni to usadilo noti, da neverjetno. Jaz nisem bil pisatelj, dokler mi niso Francozi priznali, sem jaz bil skriptor, jaz sem bil človek, ki je pisal veliko dogodke. Jaz bom pisal vse, kar se je dogajalo pri nas. In to sem tudi glede Dostojevskega, ko sem bil še bogoslovec v Gorici, sem našel knjigo njegovo Ponižani in razžaljeni. Sem rekel, pa če bom jaz res en teolog, gospod Svet, je meni popravil prve zapiske, ki sem jih pisal v slovenščini. A sem rekel, če bom jaz enkrat pisal, jaz bom govoril samo o ponižanih in razžaljenih. Ne briga o drugih, samo ponižanih in razžaljenih. Mi smo ponižani in držali pod Italijo danes. Ne? In do danes sem jaz tega držal. Vse moje knjige pišejo o ponižanih in razžaljenih. Ena, ki je šla mimo, je bila o očetu, ki je poseljeval hčerko. In tisto knjigo sem zaplavil v Sloveniji. V Franciji so vsi te cenili, je prevedena v Nemčiji, ampak Slovenci se vidi tukaj, so rekli, Pahor piše o človeku, ki ima 60 let in kadaj vidi eno mlado, 40-letno in se vanjo zaljubi in tako naprej. Medtem, ko ni bilo res, jaz sem imel 80 let in ki sem pisal to naprej. Vse zgrešeno je bilo. Ampak ponižana in državljena je bila. In jaz sem to spoštoval in ko sem jo spoznal, sem jo začel imeti rad in sem imel rad. Žena me ni vprašala, koliko srečna v Parizi, to je pa kapo dol pred njo, to sem napisal v knjigi, nisem bil vreden jaz žene. Ker ona je sklenila, da naredimo pogodbo o samostojnosti, o svobodi, o priznanju, tako naprej, ne za hrbtom in nikdar nisem imel vtisa, da sem za hrbtom naredil. Jaz sem to gospod. Pride v Trst več kot obiska zdaj. Je poročena, imela hčerko, imela že pesovala, zdaj že vnuka in tako naprej. Ampak se je dal pokazati, da ni, sem da je oče je posiljeval, ljubezen izginila. Se je citiral Sartra. Sartre je rekel, v tak trenutek ti lahko odločiš, od danes naprej, jaz tega takega ne bom. In če se tega držiš, boš ti ustvaril novo življenje v sebi. To je on rekel. To je to, kar se Sartre držal. On je ustrajal pri tem, da verjame, da bodo Rusi, ne, kot slovenski narod, kot slovanski narod, res naredili neko zamenjavo v vodstvu, ne, da ne bodo delavci in navadni kmetje tako naprej zapostavljeni, ampak da bo veljala ta ideja. To je verjel tudi Kozak. To sta katoliška cerkev in ta recimo komunistična, ne samo komunistična stranka, pa celo gibanje, je rekel filozof Bertrand Russell, je rekel, moramo si priznati, spoštovani, da komunizem, to, kar je bistvo komunizma, je laično katoličanstvo. In tudi so vse po katoličanstvu povzeli komunisti. Od papeža, ki je postal Stalin,
do kardinalov in tako naprej, vse do zadnjega kaplana. Imamo pri komunistih tistega, ki vodi partijo v eni vasi in tako naprej. To je, v tem smislu tudi ni da jaz odklanjal komunizma. Ima pravico tudi v Italiji bo nastopil zdaj spet. Ne? Kaj bodo dobili, koliko bo bili glasov, to je druga zadeva. A pravico imajo voliti. In pravico bi tudi imeli, da bi pravi, oni so postali anarhisti. Njihova teorija, njihova etika je anarhična. In anarhično pomeni likvidirati človeka. Anarhisti, kamar je bilo treba, so anarhirali, so streljali. Ali kralja, kralja niso anarhisti, pa so fašisti. Ja. To se pravi, da imamo vse prepleteno to. Ne? Vse te stvari obstajajo in bodo obstajale in človek se mora znati na nek način. Ne? Tudi, če ima samo neko opozicijo za glavno idejo, kakor ne imam jaz. Ne? Nacionalno vprašanje ni ideja kot taka opozicija. Je zelo znano in zelo spoštovano čustvo pri vsakem zdravem narodu. In človek, ki ostane zvest svojemu narodu, ne, ostane tudi psihološko zdrav. Medtem, ko imamo v Trsu Bažalja je spremenil celo veliko zdravje ljudi, ki imajo mentalne zmote in tako naprej. Res? Ampak on je najdel pri nas ravno to. Ne? Narod, ki je moral zatajiti, se ne morajo odmeti, nekako, in je potem zbolel. Pri nas so hodili, naši duhovniki so pošiljali ulice k patrom. Ne? Da bodo oni nekako izučili, boš tam pri njih še šolo in tako naprej. Je bil eden, ki je bil brat od duhovnika, ki ni več živ, ki so ga poslali tako s patrom, ne? In je imel psihološke motnje. Zakaj? Iz preprostega razloga, zato ker ni bil ambient zanj. On je bil mulj na vasi, inteligenten in tako naprej, bi moral dobiti nekoga, ki bi postavil eno šolo v slovenskem jeziku in da bi začel razvoj. Ampak nažalost, tisto mu je manjkalo, patri mu niso mogli pomagati. Če sami niso imeli nobene kulture o kakšnem psihološkem zdravju. Katoliška cerkev je zelo počasi prišla do tega, da ima Freud prav in da ne bo imel vzmeri povsod prav, ampak da je zakon telesni, seksualni, da približa sina materi na mesti očetu, je tudi sama pameti pravi, da to ne more biti rešeno. In kako nastanejo te povezave mati, sin, ali pa to sin, ki ne ve, da je navezan na mater, ne? Ampak ravna tako, kot da je navezan na mater. Evo pa imamo človeka za bolnico. Da ne bomo preveč pesimistično končali. Ne? Prosim, jaz sem na vaše razpoloženje. Če je še kdo, ampak čisto na kratko, drugače damo besedo še avtorici knjige, da zaključi. In potem bomo z aplavzom pokazali, da so sami ljudje, ki ne razumejo stališč profesorja Pahorja tukaj. Ne? Prosim, Darka. To pa ne vem. Bomo slišali zdaj. Torej, hvala vsem, ki ste prišli, predvsem seveda gospodu Pahorju. Hvala kolegu Ivu, ki je Tržačan in zelo dobro pozna tržaško stvarnost, obenem pa tudi slovensko, da je prevzel to nalogo in vodil današnji pogovor. Hvala vsem seveda še enkrat, ki ste prišli. Zdaj vidite, zakaj me je gospod, če še niste vedeli, zakaj me je gospod Pahor očaral. Danes je povedal toliko stvari, vse so v bistvu, skoraj vse razen teh aktualnih seveda, ne, o katerih je gospod Zlobec postavil vprašanje, so v knjigi.
ker seveda v 1 uri, ne vem koliko še smo sedeli tukaj, ni mogoče, ne, da bi povedal vse tudi tako, da bi ljudje dobili neko celovito sliko, čeprav je odličen govornik, kot ste videli. Seveda vse to najdete v knjigi, ne, malo reklame moram narediti, da vam bo mogoče bolj jasno, nekatere stvari so ostale morda malce nedorečene, pa jih boste našli v knjigi. Dodala bi samo še, da je gospod Pahor me navdušil tudi zaradi svojega odnosa do žensk, ker gleda nanje zelo spoštljivo. Je zelo šarmanten, kot vidite, koketen tudi, ampak predvsem me je očaral, tudi njegova literatura je do žensk zelo spoštljiva. Če boste prebrali ali ste že morda knjigo o Radi, boste videli, zakaj to govorim. Knjiga, ki jo je posvetil svoji ženi. Njegova žena, to smo morda pozabili povedati, je izdala tudi knjigo o svojem bratu, Janku Premrlu Vojku, narodnem heroju z zelo nenavadno, ne vem, nenavadno zgodbo bom rekla, kako je umrl. Ta knjiga je pred kratkim dobila nagrado v Italiji, izdala jo je prav založba, kjer danes sedimo, Slovenska matica, in je knjiga že pošla, prav se mi zdi tudi to omeniti. Tako, gospod Pahor, še enkrat hvala. Hvala za vseh 15 let najinega znanstva, ki je preraslo v prijateljstvo. In želim vam, ne bom rekla še 105 let, ker boste rekli, da pretiravam, ne, saj mi večkrat malce pokregate, tudi kadar kaj pozabim, on pa se spomni. Moram reči, da ima skoraj boljši spomin od mene. Hvala vam res. Vam, gospod Pahor, in vsem, ki ste prišli. Hvala Jaz pomeni, da nisem zahvalil gospodu Jevnikarju, ki je vodil, imenitno vodil, se nisem zahvalil Slovenski matici, ki dala na razpolago, bi rekel, dvorano. Se zahvaljujem zdaj, gospod, da je omenila moje ženo. Jaz sem mislil, da bi matico prosil, da naredimo večer ženi na čas, da je dobila nagrado, ki je veljala mednarodna nagrada, ki so jo dali v Italiji, imela komisijo italijansko in zelo so pohvalili knjigo, je res. V tem smislu sem pa jaz vedel od matice, da je knjiga pošla, to se pravi, da ne bom delal, recimo, neke seje, ni na čas, ampak bi rad, da bi res prišlo do tega, da bi ponaticali v italijanščini, ker v italijanščini je ne poznajo Italijani. So sicer knjigo dobili v knjigarno, ampak ker ne vejo, kaj je, ker niso bili poučeni, ne? Bodo šele zdaj ob nagradi, ki pa je treba omeniti, ne? In jo bom tudi omenil jaz in bodo tudi drugi omenili, ne? V Trstu prvi bo Piccolo omenil. Prva javka, gospa Klerič, je tukaj pričujoča, je prinesla zelo lepo skulpturo iz stekla Murano, beneškega stekla, narejeno zelo lepega konja, rogatega, tako naprej. Neko dragoceno umetniško delo je dobila žena in sem mislil, da bi jaz nekako oddal to Ljubljani za arhiv, ampak bo najboljše, da ostane na proseku v moji knjižnici, ki bo direktno povezana s Trstom, žena je pokopana v Trstu in tako naprej. Jaz se zahvaljujem za to omembo žene. Sem mislil, da bi jaz nekako zdaj mogoče imate za meni sporočila,
koliko bo treba nabrati, zato da se lahko ponatisne, in bi dobili potem novo izdajo v italijanščini. To bi pa za italijanski trg bi bilo veliko to, da bi knjiga tudi v Italijane šla, ne samo, da dobi nagrado. Ne. Na vsak način, da je spoštovanja vredno, je to, da je v Sloveniji neljubljena, nasprotno, to se pravi, razen tistih, ki se zanimajo za Trst, za tržaško vprašanje, za tržaškega heroja, oziroma primorskega heroja Janka Predmala Vojka, vidimo, ki hodijo na Nanost, kjer ima kip, ki nekako o njem pišejo, tako naprej. In v tem smislu je tudi on nekoliko žrtvovan. In njegova knjiga, ženina knjiga je o njem, recimo, tako napisana, da je sam Edvard Kozbac rekel, da v takem slovu tako napisana knjiga je sploh sama knjiga že sama zase neko dragoceno darilo tisti, ki jo dobi ali ki jo kupi in tako naprej. Ne. In to treba priznati, da so priznali tudi v italijanščini. Imam jaz doma, danes sem dobil od prvajavke tisti tekst, ki ga bom prevedel. Primorski je tudi že izšel in Primorski je pa toliko se spremenil danes, da ni Poljanka Dolgar, ideja, nobene vprašanja, ko sem jaz napisal v knjige, da dobijo nagrado, je to lepo objavlja tudi oceno, lepo, tako da nekaj malega bomo pri nas vseeno spremenili v Trstu. Naše vedenje kot pošteni državljani do Italije, kar dela veliko zelo primernega za nas, zadnje čase, napisi, tako naprej, kar ni bilo dovoljeno. Danes je prišla ministrica lansko leto v Trst, je že prej bila pohvala nekje javna od ministrice za kulturo, je prišla v Trst in rekla, sem prišel na obisk, zato ker tukaj pri vas imate to, pa uno, pa teto, pa četrto, ma jaz vam pa rada tudi neko darilo. In namreč od prihodnje leta naprej, to je letošnjo darilo, pravi, boste vi lahko imeli slovenščino za pouk poleg angleščine in poleg nemščine. To se pravi, da je nekako poznala, kako je dobro organizirana naša šola, v Italija jo plačuje dobro, ima tudi vso kontrolo italijansko, ampak kako vsak človek, ki je spoznal našo šolo, jo je mogel spoštovati. Ker je bila miri šola vsega spoštovanja vredna. Tako po pouku, tako kot dijaki, ki se učijo in tako naprej. V tem smislu bomo lahko mi zelo veseli pri nas. Ne. Žal je, da en del je v rokah levice. Ne. Tisti del, ki je v rokah levice, ne, se mene nikdo ne spomne, nobeno besedo, to se pravi, Pahor je nacionalist. Ne. Tako sem bil, jaz ko sem v Piranu rekel, da bi morali izbrati tega župana iz samega Pirana, če nimajo Slovenca, ne dajo enega Italijana, ki bo poznal Piran in poznal celo zgodovino Pirana, in so me imajo zdaj rasista, so rekli. Ni samo nacionalist, je tudi rasist. Ne. Je govoril o Črncu. Nisem rekel jaz. So rekli oni, da bodo dali enega Črnca. In so tudi potem hodili k njemu, razni intervjuji, obiskati tega Črnca, ki sem ga potem spoznal, pa se dala roko, je rekel, jaz sem bil prvi na vaši strani, Pahor. Jaz imam svoje, rekel, svoj princip, svojega bistva, svojega človeštva v Afriki. In ostaja moj rojstni kraj, moj jezik in tako naprej. Se zahvaljujem Sloveniji zato, ker me je sprejela, zato, ker mi je dala celo možnost, sem zdravnik. In zdaj pa če oni
hoče meni izvoliti za župana, jaz nima nič proti. In to je prišel meni povedati. Smo se našli pri Fulanih, pri enem župniku, ki je njega povabil in mene skupaj. A smo cel popolnimi skupaj, potem tudi zaključi na koncu, da je Italija končno se je odločila tudi, da priznava manjšine. Jih je priznala 12, zdaj. Je čakala leto 2000, jih je priznala 12 jezikovnih manjšin. To po naši zaslugi, tudi po moji zaslugi. Jaz sem bil imeli pri tistih, ki so imeli manjšine, sem bil nekako, se reče, predstavnik dela, slovenskega dela, ki se je razširil na Koroško ponavadi. Jaz, Samo Pahor, Peter Mrku, naprej, smo bili ena grupa taka, ki smo bili brez denarja mi, brez denarja organizacija. In še danes je. In še danes je. Samo danes je skrčila, noče biti svetovna, ma hoče biti evropska. In vidi je društvo prijateljev obrambe jezikov in kultur Evrope. In to, če boste želeli, vam dan naslov, da se lahko pišete in lahko dajte mi poslati kopijo zadnje številke, tiska, kadar more, kadar dobi denarja, ker ga nima. Ker je nastala iz same želje in to je nastala na Švedskem. In ta Oburati, ki je bil Piemonteš, pesnik Piemonteš, se je povezal s tistim Švedom in potem je našel Milko Matičetov, ki je bil velik prijatelj moj. Ga je našel ne vem kje, pravi, ima tu, konočnik Boris Pahor 30. Poznaš Borisa Pahora v Trstu? Je gotovo, da ga poznal, mi je večkrat objavil v svoji reviji, ki je imel slovenska, majo prevajal. Jaz sem imel razne stvari v italijanščini, posebno Beneške Slovenije, tako naprej. Pa kako boš naredil, bo jaz ga spoznal. Je rekel, jaz ti dam naslov, takrat nisem imel telefona jaz. Je žal, doma nismo ga imeli telefona. In ta Oburat je prišel iz Piemonta k meni. Je rekel, Caro Boris, io ti conosco attraverso Milko Matičetov, e abbiamo questa società, e tu qua sei come apposta a fare. Siccome nalaste to, da jaz povežem tudi s Slovenci in z vašo veliko potrebo, ki imate, potem da in mi gremo na svoje stroške, vsako leto gremo ali v Avstrijo, ali v Francijo, ali smo bili že v Južni Italiji, v Molizev, smo šli Hrvatom v Molizev v Italiji. Pravi, gremo 2krat na leto obiskati vse manjšine in vsakemu pridem povedati, ustrajajte, imate, in Italija jih ima 12. V tem smislu smo mi bili pri zalivu, smo bili že evropsko, kako pravijo danes. Moja knjiga, ki piše o manjšinah, se imenuje Vengono a galla, prihajajo na površje, to smo mi. Moramo zaključiti. In ta knjiga današnja, mi jo nimamo v slovenščini, pa ta knjiga ima samo članke o manjšinah. In tisti, ki so jo danes dobili v roke, ne da bi mene vprašali, so hodili po knjigarah, so našli to knjigo, pravi, ta knjiga je stara, koliko let je stara? Pa ja, ne vem, je bo stara 70 let, ko sem jaz to pisal takrat. Ne, bo stara. Prvi članki moji. Ampak sem rekel, danes mi telefonirajo, mi pišejo. Ljudem se mudi na kosilo. Moramo zaključiti. Sam še to, v imenu manjšine, potomcev slovenskih prihodcev in čestitam za vašo pokončno držo. Želim, da boste še naprej tako svež in odličljiv analitik našega preteklega obdobja in sedanjega časa. Tudi tukaj počanem oziroma želim na zdravje za primorskih veteranov. Zadnje besede ima predsednik.
In da bi treba Berke odsloviti, prejeli smo tudi komplito, ki je Boris Pahor in tako da bo tudi tudi to zahtevano in bo seveda dobil tudi naše sporočilo, če ne drugače, kot pred Ivo Jevni, kar je prijatelj, s katerim imamo te itak več tudi prav. Ja, tako. Najlepša hvala pa vsem za množično udeležbo. Upam, da bomo še nekaj podobne priložnosti prisluhniti tako pronicljivim govornikom, ki nas znajo zabavati vedno odle kot eno šolsko uro.